Desetletje oceanov predstavlja globalno pobudo Združenih narodov za obdobje 2021-2030, katere namen je spodbuditi znanstveno in družbeno preobrazbo, ki bo prispevala k zdravim, odpornim in trajnostno upravljanim oceanom ter morjem. 10 pobud desetletja oceanov vključuje: razumeti in odpraviti onesnaževanje morja, zaščititi in obnoviti morske ekosisteme ter biotsko raznovrstnost, trajnostno zagotoviti prehrano za svetovno prebivalstvo, razvijati trajnostno, odporno in pravično modro gospodarstvo, izkoristiti potencial oceana pri blaženju podnebnih sprememb, povečati odpornost skupnosti na tveganja povezana z morjem in obalo, razširiti globalni sistem opazovanja oceanov na trajnosten način, ustvariti digitalni prikaz oceana, omogočiti dostop do znanja, veščin, tehnologije in sodelovanja vsem ter okrepiti odnos družbe do oceana. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Nacionalnega odbora za desetletje oceanov, kjer skozi pogovore z gosti odkrivamo, kakšno morje si želimo in kakšno vlogo imamo pri tem vsi mi. Naš današnji gost je gospod Robert Turk. Gospod Turk, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas. Hvala za vabilo. Najprej najlepša hvala tudi vam, da ste se odzvali na naše povabilo. Pa bi vas mogoče kar na začetku vprašala, s čim se pravzaprav sploh ukvarjate? Trenutno z vrtom, oljkami in tako, ker sem v pokoju že, mislim, da 5. leto ali kako že. No, predtem sem bil pa dolga leta na Zavodu za varstvo narave oziroma še prej Medobčinskem zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine. Dobrih 34 let, če se ne motim. Bravo. Predtem pa učil, v osnovni šoli, ki je ni več. V Kopru. Pa ste kdaj razmišljali, da bi si vrnili v klopi ali ne? Niti slučajno ne, sem zelo vesel, da sem takrat šel na zavod. A res? Pa ne, ker bi bilo kaj, jaz sem zelo rad učil in skratka, je bilo zelo fajn, ampak tako, ja, časi so se spremenili. Enostavno se niste videli tam verjetno. verjetno. Človek postane starejši, zniža se toleranca do marsičesa in je boljše, da so mladi tam in mi rečemo izkušeni drugi. Ja. Vi se ukvarjate predvsem z varstvom morja in v bistvu nekako obalno prostorsko težavo, lahko rečemo. Kaj vas je pravzaprav sploh povleklo v to področje? Ja, eno je, da sem študiral biologijo, Okay. tako da je že tu en kos, rečemo, načina razmišljanja, tudi o okolju in o naravi. Druga stvar je, da sem domorodec, sem iz Kopra, in je morje na nek način v genskem zapisu, ali kako se temu reče. Da. Tako da, in pol tudi seveda s tem, ko sem prišel na zavod, takrat še za varstvo naravne in kulturne dediščine, se je ob delu seveda izkazalo, kakšna je situacija, da velikokrat ali skoraj praviloma človek ravna tako, da za naravo ni najboljše, ne. In velikokrat je ta škoda nepopravljiva, se pravi, da je precej pomembno, da se prepreči to, kar počnemo, oziroma se prepreči, da bi delali škodo, ker, kot rečeno, velikokrat se ne da povrniti situacije. Da, ampak rekli ste recimo, da delate na zavodu, ampak recimo niti jaz in verjetno tudi gledalci si ne znajo predstavljati, kaj pravzaprav sploh je vaše delo. Kako bi vi opisali vaše delo oziroma zdaj bivše delo, recimo? Ja, v bistvu, ko govorimo o varstvu narave, ali pa prej smo govorili o varstvu naravne dediščine, se pravi, smo govorili o varstvu in ohranjanju tistih najvrednejših delov narave, ali so to recimo ogrožene vrste ali redke vrste, lahko so to izjemni geomorfološki pojavi, lahko so, izjemna drevesa in tako dalje, ekosistemi, No, ko smo prišli na varstvo narave, je vseeno to nekoliko širše, in govorimo o naravi kot celoti. Ta prehod je bil pravzaprav posledica konference v Rio de Janeiro, o biotski raznovrstnosti in tako dalje. In je v bistvu
prevladalo to prepričanje, da je potrebno bistveno bolj celovito obravnavati ohranjanje narave. Torej ne samo izjemne dele, ampak pravzaprav naravo kot celoto. Ne. In kaj smo počeli? Torej, eno je, da zavod sodeluje v procesu prostorskega načrtovanja, ne. Načeloma v skladu z zakonodajo je varstvo narave oziroma mora biti varstvo narave ali bi moralo biti varstvo narave vključeno pravzaprav v vse programe politike, strategije in tako dalje. Ne? Zato, ker seveda, če je vključeno od začetka, potem se da načrtovati na način, da so zaščiteni tudi interesi varstva narave. Ne? Kadar so, to kar se sliši velikokrat, ne, kakšne polemike silne naravovarstveniki ne pustijo, Da. je običajno takrat, ko se načrtuje, ne da bi se upoštevalo varstvo narave in vprašalo in tako dalje. Ne? In potem seveda se nekaj že domisli, nariše, ne? Pa pridejo naravovarstveniki. Pa se vam zdi, da je to v Sloveniji trenutno problem, da ne poslušajo stroke, ki se dejansko ukvarja že kar nekaj let s to zaščito morja oziroma MZO-jem, kakorkoli? Marsikdaj je problem. Se tudi generalno, se ne samo za morje, tudi sicer, ne, tudi na kopnem je po svoje marsikje še hujše. Velikokrat je tako, ne. Velikokrat je tako, na srečo sicer se je tudi takrat še varstvo naravne dediščine vzpostavilo dovolj zgodaj, da se je kljub vsemu nekatere stvari pač preprečilo oziroma tako zapeljalo, da je bolje. No. Se mi zdi, da recimo ljudje ali pa človeštvo nasplošno zelo vplivamo na morje oziroma na zaščito morja. Katere so po vašem mnenju tiste dejavnosti, ki najbolj negativno vplivajo na naše morje? Ja, jih je kar nekaj. Kar precej naštevanja. Zdaj, če gledamo globalno, ne, je že segrevanje planeta težava, ne? In ga povzročamo mi, čeprav imamo razne Donalde, ki pravijo, da ne, ampak dejansko ga povzročamo mi, ni nobenega dvoma, ne? Znanost je popolnoma 100% prepričana, da je tako. Ne? Tako da to je že ena težava. Če govorimo globalno je gotovo tudi prelov težava. Tako tisti, kaj bi rekel, prijavljen, ne, in tisti, kako se reče, ki se izvaja v skladu s pravili, kot tudi tisti, ki se izvaja mimo pravil, in tega je tudi precej. Tako da prelov je gotovo je težava pomorski promet, tega je ogromno in pomeni in onesnaževanje, pomeni ropot, pomeni skratka en kup stvari. Ne. Ampak recimo to, kar ste zdaj omenili, ne, to definitivno je težava. Kako bi vi to zmanjšali? Oziroma, kakšno je vaše razmišljanje? Bi to sploh bilo mogoče? Ali kaj bi naredili? Ja, bi bilo mogoče, če bi spremenili nekatere vzorce življenjske. Ne, vsi po vrsti, ne, ker jaz sem prepričan, da ni nujno, da se vse te stvari vozijo okoli gor in dol kar naprej. Res, mislim, da pa se ni treba iti daleč. Ne? Če se pogledate po trgovinah, evo, zdaj sem se peljal skozi Portorož, tisti objekt, ki so ga obnovili, ne? No, zunaj so še vedno te obešala, ne vem kaj, z vsemi mogočimi, ne vem kaj so, magnetki, skratka, in kupenih stvari, ki preprosto niso nujne. Niso potrebne. Me ne bo noben prepričal, ne, sploh, ker vemo, kakšna je situacija. Vemo, kakšna je situacija z energetsko porabo, vemo, kakšna je situacija z odpadki, skratka, z vsem. Ne. Tako da tu je pač bi bila potrebna sprememba, ne vem, a bom rekel, življenjskega stila ali kapitalističnega sistema v končni fazi, ker on to v bistvu povzroča. Ne? Ja, mogoče smo tudi mi ljudje, tako rečeno, razvajeni, ne? Prepolni vsega, preveč je vsega in se mi zdi, da res se strinjam po teh. Ni zdaj
te nepotrebne vožnje, ne, gor pa dole z različnim ladijskim prometom. Kaj pa recimo, če se postavite zdaj v mojo vlogo, oziroma se jaz postavim v vašo in smo, ne vem, si predstavljate, da nimate izobrazbe v morju, kakorkoli, kaj recimo lahko jaz kot navaden človek, če lahko temu tako rečem, prispevam k zaščiti morja? Sploh lahko kaj? Ja, gotovo lahko. En del je že tak, ki sva ga ravno kar omenila, ne. Drugi del je po moje v percepciji morja kot takega, ne. Morje ima eno ugrajeno napako in to je, da izgleda, da je tam, da mu nihče nič ne more, da je nespremenljivo in tako dalje, ne. Ker dejansko tudi tle, če pogledamo ven, ne, skozi okno z turistike vidimo, da je ono je tam. Ja. Ni šlo nikamor in ne bo šlo nikamor še dolgo najbrž. Ampak stvari se pod morsko gladino spreminjajo, ne. V kakšnem smislu? V tem smislu, da se krčijo recimo življenjski prostori, habitatni tipi, recimo govorimo o krčenju morskih travnikov, recimo celo algalna zarast, sem bral ena poročila Morske biološke postaje, ne, se slabše godi, ne, tem algam. In to so tisti deli morskega ekosistema, ki proizvajajo kisik, ki so hrana za živali, ki skratka počnejo en kup enih stvari, med drugim čistijo vse odplake, ki jih v morje spustimo, ne. In zdaj, če ta ekosistem, če se stvari slabšajo, ne, če je slabšega zdravja preprosto, pomeni, da tudi človek ne bo od ekosistema dobil vsega tistega, kar meni, da bi moral dobiti, ne, od hrane do vsega, ne. Tako da ta percepcija, ne, da je morje tam zaradi nas, da se mi zabavamo, kopamo, plujemo, skratka počnemo karkoli, ne, in da je v bistvu en tak prazen prostor, kjer lahko komot narišeš pomol, bazen, plažo, ne vem kaj, ne. To ni v redu, ne, pač morje je življenjski prostor, morje je zibelka življenja, ni kar nekaj, ne. Vse se je začelo tam. In tega bi se po moje morali zavedati, ne, bistveno bolj spoštljivo ga obravnavati, v vsem, kar počnemo, no. Pa se vam zdi, ravno ste omenili zavedanje, ne? Pa se vam zdi, da smo ljudje dovolj ozaveščeni sploh o morju, imamo dovolj, ne? Nikakor. Ne. Nikakor. Sej, jaz mislim, da tudi če pogledamo ravnanje konec koncev vlade, ministrstev in skratka rečemo tistih, ki upravljajo državo, pa ne samo našo, no, ampak tako, ne. Kdaj je morje na tapeti? Za dan pomorstva recimo, če je kakšen incident na meji, ki ni določena, in poleti seveda, ko gremo na morje, ne. To je to, ne, da bi kdaj koga slišal, zdaj smo imeli volitve, programe in tako dalje, da bi koga slišal, da ga skrbi, kaj je z morjem, se seveda ni zgodilo, ne zdaj, ne nikoli prej. Ne. Kaj pa bi bile recimo vaše metode ali pa kako vi razmišljate, da bi lahko to ozaveščanje naredili boljše za ljudi oziroma da jim približamo ta morje, da ga zaščitimo oziroma imate kakšno idejo mogoče? Ja, najbrž tako, da bistveno več govorimo o tem, ne, ker zakaj vsi vedo, da je, ne vem, ta in ta lak za lase super in sploh, zato ker poslušajo najbrž vsak dan te iste reklame, ne. Preprosto bi bilo potrebno več delati na tem. In mogoče vključiti tudi mlade, ne? Absolutno, absolutno. Saj ene stvari se dogajajo, saj tudi, ne vem, zavod Your Sea ali pa tudi to, kar je počenjal zavod, ker veliko tega tudi naredi. Desetletje oceanov, skratka, en kup teh stvari je. Je pa res, recimo, saj če pogledamo, zdaj sem pomislil na to, nevladne organizacije, ki so pomemben deležnik, se reče, v teh zadevah, ne. Če govorimo o morju, imamo samo eno. Imamo Morigenos, še dobro, da ga imamo, ne. Ampak recimo na kopnem imamo en kup
nevladnikov, civilnih iniciativ, vse mogoče zadeve, ne, ki skočijo tako v luft, kot se kaj, kar je prav, absolutno. Ne. Ampak recimo, ko so v Kopru, tam med Badaševico in kopališčem Žusterna, nas zasuli en kos morja, zato da so dobili novo plažo, se ni oglasil nihče, recimo. Jaz si predstavljam, da če bi zasuli en, ne vem, travnik, en gozd posekali, ne vem kaj, sem prepričan, da bi se kdo oglasil, ne. Takrat se ni bilo ne duha, ne sluha o kakršnem koli, recimo, protestu ali karkoli. Okay, zdaj smo precej stvari govorila, recimo, da rečeva splošno oziroma globalno. Zdaj vemo, da naše slovensko morje ni veliko. Res ne. V bistvu je en kos oceana, ne. Če pogledamo po kilometrih, se mi zdi, da ni ravno veliko. Ne. Kako smo mi trenutno zaščitom našega morja? Kje stojimo? Rečemo tako, do kolen v vodi. No, mogoče malo več. Imamo, torej, v bistvu se je kar nekaj naredilo, no, moram reči. Mi smo dobili prva zavarovana območja leta 90. Takrat Krajinski park Strunjan, pa Sečoveljske soline, ne, ki so sicer soline, ampak v bistvu so morsko območje tudi, ne, sej je morska voda tista, ki tam čaka, da izklopi. Pa naravni spomenik Debeli rtič takrat, ne, in tako, skratka. In Piranska punta, seveda, naravni spomenik Rt Madona. Tako da smo jih dobili. Težava je bila takrat v tem, da je tisti zakon o naravni kulturni dediščini ni predvideval upravljanja teh območij. In brez upravljanja seveda stvari ne grejo čisto tako, kot bi morale biti. No, ampak ne glede na to, dejstvo je, da ta območja so bila zavarovana, tam je bil nek varstveni režim, ne, tako da so prišla počasi v zavest. Na srečo se je potem zgodilo, da so bile najprej, mislim, da Sečoveljske soline, da so dobile upravljavca, potem pa tudi Krajinski park, mislim, da leta 2004, če se ne motim. Kar je bilo seveda zelo dobro. No. Zelo dobro in mislim, da je potem ta javni zavod začel z delom tam okrog 2008 ali 2009 in izjemno, po moje vsaj izjemno dobro delajo. Tako da imamo, lahko bi rekli, da so mogoče ključni habitatni tipi, recimo, ne, podvodni travniki, algalna zarast in tako dalje, da so nekako vključeni v ta območja. Čeprav ne še vse, ne, težava je, kot rečeno, da ni upravljena. Recimo Piranska punta nima upravljavca in je to res zelo slabo. Ne. Na srečo se stvari bistveno izboljšale na Debelem rtiču, ker imamo zdaj Krajinski park in v Strunjanu, kot rečeno. Je pa v pomorskem prostorskem planu Republike Slovenije, ki je bil sprejet nekaj let od tega, so narisana še dodatna zavarovana območja, in sicer na odprtem morju, zunaj na tromeji, pravzaprav med Slovenijo, Italijo in Hrvaško, eno relativno obsežno območje, namenjeno ohranjanju detritnega dna in pa mislim, da tudi vranjeka. Predvidena je širitev Krajinskega parka Strunjan, morskega dela, zato ker je tam pred Rtom Ronek je en koralni greben, edini zaresni koralni greben, ki ga imamo v Slovenskem morju, ki pa je v zelo slabem stanju, zaradi tega, ker se tam na veliko sidra. Športni ribiči sidrajo tam in je slabo stanje. In pa ta travnik Pozejdonke med Žusterno in Izolo naj bi se tudi zavaroval. Ne. Tako da je namen načeloma še zdaj vsi mednarodni dogovori govorijo o tem sicer, da naj bi bilo zavarovanih 30%. Ne. Recimo evropski
morskih morij. Ne. To ne pomeni, da mora vsaka država 30, ampak tisto, kar je treba narediti, je treba narediti. Ne. Mi ne bomo prišli nikoli do 30, ker preprosto je večji del obale pozidan. Ampak vsaj tiste najpomembnejše zadeve bi pa morali tako. In če bi vse to, kar sem naštel, naredili, potem mislim, da bi bilo kar v redu. Ja. Kaj pa na primer živalske pa rastlinske vrste v morju? So ogrožene? Kako nam kaže tam? Ja, torej, so seveda tudi v našem morju je nekaj vrst ali pa habitatnih tipov, recimo, ki so redki ali ogroženi, ki so našteti v teh in drugih seznamih. Ne. Recimo, imamo veliko pliskavko, ne, delfina, ki je vrsta na teh seznamih območij Nature. Imamo želvo, glavato kareto, ki se zadržuje v severnem Jadranu, ki je tudi ogrožena vrsta. Ne tako, kot je bila. Recimo, želva je tipičen primer, kako se z ustreznimi ukrepi lahko trendi obrnejo na bolje. Ne. Pri kareti seveda gre za zaščito gnezdišč in tako dalje in tako dalje. Tako da to je pa res, da so pa tudi recimo travniki kolenčaste cimodocije. To je ena cvetnica, ena trava, bomo rekli, ne, tam pod vodo, ki so najpogostejši pri nas, ne, ampak tudi tu se opaža regresija. Ne, razlogi so različni, od tega, da nasuvamo recimo obalo, ne, do tega, da se zmanjšuje količina svetlobe na morskem dnu. Rastline potrebujejo svetlobo. Ne, zato da rastejo. In recimo morski travniki v normalnih razmerah z lahkoto uspevajo tam na 30 metrih, tudi 40 metrih globine. V našem morju jih pod 10 metri ni, pod 8 metri jih ni, ker je v bistvu premalo svetlobe. Ne. Mi smo imeli včasih iz literature, recimo je razvidno, da so bili relativno obsežni travniki Pozejdonke v celem Tržaškem zalivu. Jih ni več najprej zaradi tega, ker verjetno zaradi kočarjenja in tako dalje. In se tudi vzpostaviti ne morejo več, zato ker preprosto ni pogojev. Ne. Kaj pa, na primer, ko sem se pripravljala na ta najin pogovor oziroma podcast snemanje danes, sem prav pomislila, da vas moram vprašati, nobenega do zdaj še nisem, ampak od nekdaj me je zanimala, zakaj recimo taka polemika okrog, pač večkrat sem v medijih zasledila, recimo, da en človek odtrga leščurja. Kaj se pravzaprav zgodi, ko on odtrga leščurja, oziroma zakaj je toliko govora o tem? Ja, zdaj... Če imate mogoče odgovor na to. Ja, torej, jaz bom poskušal odgovoriti. Najprej moram povedati seveda, da od lani, predlani ali predlani se o tem ne pogovarjamo več, ker leščurjev ni več, praktično. Prav nobenega? Ja, mogoče na prste ene roke v celem Slovenskem morju. Prej jih je bilo toliko, da smo jih preseljevali iz plaže Portoroške, zato da so turisti v miru brcali, ne, da bi se poškodovali, ne, tam pod vodo. Kaj se zgodi? Ne? Zgodi se to, da eno je, da ta organizem ubiješ, ne? Pač ga uničiš, kakorkoli. Drugo pa je to, seveda, da so leščurji pa ne samo leščurji, pa en od gradnikov, rečemo, sekundarnega morskega dna. Ne? Leščurji običajno seveda uspevajo oziroma živijo na muljevitem peščenem dnu, lahko v travniku ali pa ne. In seveda na takem sedimentu ni trdne podlage v izobilju, ne? Za tiste organizme, ki živijo sesilno, ki se prisesajo na podlago, in teh organizmov je ogromno, to so tudi vsi filtratorji, alge, skratka. In seveda, ko mi tega leščurja odnesemo ven tudi to podlago. Ne? Se pravi, ni da samo leščurja poberemo, ne? Poberemo iz morja še en kup drugih stvari. In seveda, zdaj, če se to dela, če je to dovoljeno,
ne, potem lahko vsak to naredi. Ne. Ni problem, če en človek ali 5 ljudi pobere vam 5 leščurjev. Ne. Težava je v številu. Težava je v številu. No, in zdaj, ko smo že pri tem, leščurjev ni več ne v Slovenskem morju, v celotnem Sredozemlju, namreč najbrž zaradi enega parazita, ki je povzročil to, da se nekaj na prebavnem traktu ali ne vem kako, skratka, leščurji poginejo. Začelo se je tam, prvi so to opazili Španci pri njih, in potem počasi je prišlo tudi do nas in skratka, celotno Sredozemlje, ne vem, ne bom se šel ustaviti za tisti čisto vzhodni del, ampak je na prste ene roke. Ampak so bili ti leščurji prej zaščiteni, pa so kljub so bili, tem... so bili zaščiteni tudi zato, namreč bili so bistveno redkejši, ko sem bil jaz vaših let. So bili bistveno redkejši, ne, so bili zaščiteni in so se namnožili. Skratka, jih je bilo bistveno več zdaj. Mi smo imeli eno največjih gostot, po moje, leščurjev. Res Sredozemlje ali prav mi? Ja, prav, ja. Wow, Mislim, ne vem, če največ, ampak izjemno goste populacije. Ja, in zdaj smo praktično brez. Praktično brez in ne samo mi. To pomeni, da ne samo, da ni leščurjev, ne, ampak tudi ni tistega trdnega dna, na katerega so se pritrjevali ti organizmi. Tako da v bistvu je tudi z vidika biotske pestrosti v končni fazi težava. Ne. Seveda. Kaj pa recimo živali? Katera žival je, bom rekla, pri nas ali pa na svetu najbolj ogrožena po vašem mnenju? Ali pa dokazano sej? Najbolj ogrožena na planetu. Ne vem, oni dan sem bral o enem kitu v Mehiškem zalivu, ki jih je menda manj kot 100. So mislili, da je ena druga vrsta. No, skratka, pa so ugotovili, da te, ki so v Mehiškem zalivu, so posebna vrsta, rajsov kit. Tam jih je vsega skupaj med 50 in 100 recimo. Ne vem, če je najbolj ogrožena vrsta, nimam tega podatka, ne. Tako da, no, in za zraven, ne, prej omenjeni Donald je sklenil, da bo pravzaprav izvzel iz tistih pravil varstva organizmov tam, da bo izvzel naftno in plinsko industrijo, ne, kar pomeni, da bojo veselo še bolj črpali tam v Mehiškem zalivu. Vemo, da tam so imeli ne vem, kdaj že tisto silno izlitje 100 milijonov ton nafte, ne, in so živeli tam že itak, je na meji, rečemo, ne. No, zdaj bojo lahko očitno, tako kaže. Ne. Skratka, tako je, no. Je pa v morju težko, seveda, je težje kot na kopnem, recimo reči, ne vem, ta žival je najbolj ogrožena ali pa te živali ni več, zato ker v morju pač ni meje, ne, in težko to. Kaj pa recimo, vemo, da so morje, predvsem pa tudi že tekom pogovora ste omenili, veliko je turizma na morju, ne? Pomislimo na morje takrat, ko gremo na dopust oziroma tega, kako, predvidevam, da seveda negativno, ampak kako turizem vpliva na zaščito morja, na varovana območja, v končni fazi trajnostni turizem. Kako gledate na to? Ja, sem na turistiki. Ne, kar povejte iskreno, nič ne rabite zadrževati. Ja, turizma je po moje preveč. Ja. Po moje je preveč, ne samo tle, na splošno mislim, da ga je preveč. Imam malo težav s tem terminoma trajnostni turizem. Ne. Okay. Zakaj? Zato, ker turizem skoraj v vsakem primeru pomeni, da nekam greš, da nekam potuješ, tako ali drugače, ne. Redko kdo peš ali s kolesom. Tako da je že v štartu pravzaprav zelo obremenjujoč, ne. To je zagotovo en del zgodbe. Drugi del zgodbe je po moje ta, da turizem povzroči spremembo identitete kraja. Zaradi tega, ker se
vsi ali pa večina, ne, skratka, ponudba kraja, vse se na nek način spremeni na način, ne, da bo ugajalo turistom. Se pravi, da Seveda. tisto, kar je bilo včasih Old Fisherman Village, ne, to ni več. Ne, to ni več. Z vidika morja je pa seveda težava, ker ta turizem rabi neko infrastrukturo. Ne. Rabi plaže, rabi pomole za iti v vodo, dostope v vodo, plovila so, ki se vozijo sem in kjer, rabi marine, ne, nautični turizem recimo je ena taka. Ne, kar vse zgleda, sicer tiste jadrnice zgledajo prijazne, ne, okolju in tako dalje. Ampak je spet težava v številu. Ne, kot rečeno, mi imamo recimo Krajinski park Strunjan, ne, naravni rezervat Strunjan je tisti del s klifom. Seveda, če bi se tam sidralo eno plovilo ali 10 plovil, ne bi bilo nič hudega. Če se jih 100 ali 150 vsak dan, ne, je pa 150 sidr na morskem dnu. Na travniku, na koralah, na spužvah. In to seveda ni v redu. Ne. Tako da, zato pol meni malo tako pogreje, ko reče, bomo razvijali nautični turizem. A kam ga boš razvijal, če že zdaj, ne? Skratka, tle so težave, ne? Ta infrastruktura, ki je potrebna, jaz se popolnoma strinjam, da je seveda potrebno, ne? Ampak tudi tu bi morali pač postaviti neko mejo. Ne, tako kot pri vsaki stvari, sej tudi koprsko pristanišče, krasno seveda, da ga imamo in tako. Ampak če bo vsako leto več ali če bodo vsako leto večje ladje plule kje noter, pač ni dobro. Ja, seveda, tukaj potem pride do navzkrižne zdaj destinacije, ki živijo samo od turizma, ne? In na drugi strani zaščita morja. Ja, ne vemo, kje je logika, oziroma ne vemo, kje je ta zdrava meja vsega. Ne? To je to, kar prej smo se pogovarjali o tem, kaj lahko kdo naredi. Ne? Ja. Si morali postavljati meje. Ne? Sej podobno, jaz sem smučar tudi, učim smučati že 40 let. Ne? In tudi tam je ta ista logika, ne, pri običajnih ljudeh, zakaj ni še ene vlečnice, še ene sedežnice, še ne vem česa. Ja, zato, ker bomo imeli vse hribe z zajlami. Ja. Ne gre pač, ne, nekje se ustavi. In zdaj, če je pač gužva, ne greš tja. Ne gre. Ne. Jaz recimo se praktično ne kopam. Zato, ker nimaš kam iti, ker je povsod polno. Poleti, ne? Recimo, meni so obmorski kraji, kopanje za turiste. Ne. Je tako, obmorski kraji so najlepši pozni jeseni, pa do zgodnje pomladi. Ne. Tako so, jaz sem jih videl nekaj, ker se ukvarjam z zavarovanimi morskimi zravenimi območji, tudi v okviru Sredozemlja, tam vodim eno skupino ekspertov in to. In sem videl nekaj teh krajev in dejansko tja proti zimi so prekrasni. Poleti pa boš, da ne greš tja. Pa greste pol po zimi na dopust ali? Ne, jaz tudi na dopust ne hodim prav dosti, ampak tako, no. Tako da turizem seveda je lahko tudi naravi prijazen. Ampak nekako nimamo tega občutka, da bi ga morali omejevati. Ne. Danes je potem po moje še ena dodatna težava so družbena omrežja oziroma ta navada, ne, da kamorkoli gremo, se slikamo in to seveda objavimo. Ne. Ja. In tudi tisti najbolj skriti kotički niso več skriti. V enem letu, ne da niso skriti, jih ni več. So pohojeni praktično. Ne. Ja. Tako da to je tudi, ne, recimo zavarovana območja. Jaz se velikokrat sprašujem, koliko je smiselno jih promovirati. Ker kaj se zgodi? Ne? Vsi gledajo, ta zaliv Svetega križa ali Mesečev zaliv v Strunjanu, recimo. Ne? Krasen, najlepši zaliv. Ne? Pa grejo vsi tja noter.
In ni več tako lep. Torej, dvorezni meč. Ja, zelo dvorezni meč. Zelo dvorezni meč. Jaz mislim, da tu nimam odgovora, to je zapletena stvar, ampak to je to, kar se dogaja. Ne? Da v končni fazi imaš težavo, ker je preveč ljudi prišlo pogledati tvoje krasno morsko zavarovano območje. Ja, enostavno je ta radovednost ljudi postala iz leta v leto bolj razsežno. Ne? Pa lažje gremo, ne? Seveda, ja. Hitreje pridemo. Tehnologija gre naprej, zadeve se razvijajo. Letalske karte so poceni, ne? Seveda, kako ne bi šel na kafe v London, če stane 20 €? Ne? Ja. Naprimer, res je. In ni v redu, ne? Ni v redu. V teh 20 € zagotovo ni pokritja ekološke škode, ki jo ta prevoz naredi. Tukaj je problem potem mentaliteta vseh ljudi, ne? To, kar sem že govorila na začetku. Se pravi, da bi bilo potrebno ozaveščati oziroma nekako jim utrditi to znanje o morju. Kaj pa recimo, rekli ste, da se ne strinjate s socialnimi omrežji, ampak da ne vem, no, kaj pa če bi mogoče socialna omrežja uporabili za kaj koristnega? Naprimer za, ne vem, ozaveščanje. Čisto možno in tudi se jih gotovo uporablja. Jaz sem pač en tistih dinozavrov, ki se s tem ne ukvarja. Ne? Ampak se tudi uporablja, sem očitno manj. Ne? Očitno manj. Jaz ne vem, jaz sem, ko so v Krajinskem parku Debeli rtič objavili, ne vem, na Facebooku najbrž, ne vem kje, da so postavili plovke, ki označujejo mejo, recimo na morju, ne, parka, so se usuli taki komentarji, da človek, da mora verjeti, recimo, ne, pa se vprašaš in pol moraš ti seveda to na nek način ne moš odgovoriti, moš povedati, pa v glavnem, se mi zdi precej potratno, časovno in sicer. Kaj pa recimo bi rekli, da je vaš uspeh v karieri ali pa ena stvar, na katero ste zelo, zelo ponosni? V delovnem smislu, seveda. Jaz sem gotovo ponosen na to, da imamo ta zavarovana območja. Nazadnje sva s žal pokojnim kolegom pisala odloke, čeprav nisva bila pravnika. Tako da na to sem gotovo ponosen. Ne? Mislim, in ne samo na morska, kot rečeno, imamo soline, zavod je imel nekaj zraven, tudi pri Škocjanskem zatoku in tako dalje. Ne? Pa še pri drugih stvareh. Stvari, ki se niso zgodile, pa bi se. Ne? Tu je nekaj takih. Tako da jaz mislim, da to je, mislim, sem zadovoljen, da sem to naredil, gotovo bi tudi kdo drugi na mojem mestu ravno tako. Tako da ja, mislim, da ko bi se rekel, da sem bil na pravi strani zgodovine. Kaj pa recimo, če bi vam jaz zdaj omogočila, da vam dam neko čarobno palčko v roke, pa vam rečem, da lahko s to čarobno paličico rešite en izziv, s katerim se trenutno naše morje sooča. Kateri bi bil to in zakaj? Teh izzivov je kar nekaj. Ne? Ampak enega pomembnega. Lahko bi leščurje spet spravil v naše morje. Recimo, ne, to bi bil že tak. Čeprav je težava v tem, da če tisti parazit še kar vztraja v vodi, potem seveda to ne bi pomagal. Ampak kaj je ta parazit? Kaj to pomeni? To je bakterija ali kako že, v glavnem vpliva na prebavni trakt in povzroči, na nek način povzroči, da ta leščur ostane odprt ali nekaj takega. Nekaj se zgodi v glavnem in to je to. In leščur preprosto pogine. No, to bi lahko bilo drugače, pa še boljša bi bila pa ta, da bi za recimo 5 let samo gledali morje. Da se ne bi nihče kopal noter? Dobro, mogoče kopal, ajde, to ne volim. Se pravi promet? Nobenega prometa, nič, nobene gradnje, nič, nobenega ribolova. 5 let, recimo. 5 let. To bi bila taka dobra... Kaj mislite, da bi bila recimo potem pozitivna posledica tega? Kaj bi se spremenilo? Zagotovo na nivoju,
kaj bi rekel, ne toliko števila vrst, ker biodiverziteta je pač odvisna v glavnem od tega okolja takega, kot je, ne, ampak zagotovo bi imeli več rib, bi mogoče bilo več svetlobe na morskem dnu in tako dalje, ne, ker kljub temu, mislim, tudi morje se lahko pomore, ampak more biti recimo ribolovni rezervati, kakšni so taki, ne, ko so prav zapore, ko dobesedno ne smejo loviti tam, ne vem, leto, 2, 3, ne, se to zelo pozna, ne. In bi se poznalo verjetno tudi pri drugih organizmih, čeprav pri nekatera življenjska okolja, nekateri habitatni tipi potrebujejo seveda desetletja, stoletja, da se vzpostavijo, ne. Prej smo govorili o travniku, pozejdonke, recimo poškodbe travnika, ja, najbrž govorimo o stoletjih, da se zadeva popravi, če. Pa mislite, da bi naš svet preživel, če bi res če bi imeli to paličico, pa bi se to naredili? zagotovo bi preživel. Mi smo se razvadili, ne, mislimo, da ne moremo brez tega. Zagotovo se da z bistveno manj, ne, zdaj, to je pač taka radikalna poteza, ampak zagotovo se da, ne, smo preživeli zapore, res da ni bilo 5 let, no, ampak covidno zaporo smo preživeli sicer tako bolj. Pa ste opazili? Ampak ta bi bila fajn, ne, tle bi se sprehajali, pa vse pa gledali morje, pa zahode, pa tako dalje. Najbrž bi bilo čisto v redu. Pa ste mogoče med covidom opazili, da se z morjem kaj dogaja, oziroma... Jaz torej opazil ne z morjem, ampak so bili podatki recimo iz Benetk. Iz Beneške lagune, iz kanalov v Benetkah. Voda je bila bistra, v kanalih so plavale ribe in tako dalje. Brez šale, to je bilo pač v medijih sem to zasledil, ne. Benetke so tipični primer tistega, kar smo prej govorili, ne. V Benetke preprosto nima smisla iti. Nima smisla iti zato, ker jih ne vidiš, ker je toliko ljudi tam, da jih ne vidiš, ne. Ne vidiš tudi ne Benečanov, ker so pravzaprav vsi, ki tam delajo, so od vse povsod. Tako da, ja, in križarke in skratka vse te stvari, ne. Pa vas bom zdaj vprašala še eno malo bolj osebno vprašanje. Pa me zanima, od kje ste črpali oziroma kje še vedno črpate navdih, da se ukvarjate s tem, od kje vam ta energija? Zato, ker se mi zdi prav, da se to pove in naredi, kolikor se pač lahko naredi. Saj ne rešiš sveta, ne, nihče ga ne bo rešil. Ampak zdi se mi prav, da pač tisto, v kar na nek način verjameš, pa ne verjameš, sej bereš, sej vse te stvari so napisane, ne, o preobremenjevanju planeta, mislim, se govori od 70 let naprej, če že ne prej, ne. In zdaj meni se zdi pač prav, da če to veš, da to poveš, nekako, ne. Se pravi, če bi se vrnili 40-50 let nazaj, bi se še enkrat za isto odločili? Ja, skoraj gotovo, za biologijo še enkrat, tudi za varstvo narave, mogoče evolucija me tudi mika človeka, zato ker se mi zdi, vedno bolj ugotavljam, koliko pravzaprav stvari ali pa koliko vzorcev našega obnašanja je pravzaprav odvisnih oziroma ima podlago v naših daljnih prednikih. Tako da to je bilo tudi, ampak mislim, da za naravo se gotovo splačano. Sej je to edino, kar ima, jaz ne vem, a si lahko kdo predstavlja živeti brez ohranjene narave. Ne. Jaz mislim, da ne. Kakšno pa bi bilo vaše sporočilo končno za naše poslušalce? Kaj bi bila ta zaključna misel oziroma kaj bi jim želeli sporočiti? Ja, pravzaprav to, kar smo ravnokar govorili, ne. Morje je, prej smo rekli, zibelka življenja, ne, je v bistvu, če ni najpomembnejši ekosistem na planetu, je pa gotovo med prvimi 3, ne. Tako z vidika, nenazadnje je naša klimatska naprava v bistvu, ne, je naš hladilnik, vse to je, ne. In mislim, da že zaradi nas
ga je potrebno ohranjati zdravega, sploh pa zaradi vseh organizmov, za katere je življenjski prostor. Ne. Mi samo izkoriščamo to zadevo, oni tam živijo. Ne, tako da. In imajo najmanj toliko pravice kot mi, glede na to, da so milijone let pred nami že tle. Ja. Odlično. Gospod Turk, najlepša hvala še enkrat, da ste prišli, da ste se odzvali in želimo vam, da uživate v vašem penzionu, v vrtnarjenju. Se trudim. Evo, uživajte. Hvala lepa. Hvala. Mi pa se gledamo v naslednji epizodi podcasta Nacionalnega odbora za desetletje oceanov.